Zdaj pa pojdimo v Srbijo. Gre za bizarno zgodbo o konfliktu med premijerjem Vučićem in princem Aleksandrom Karađorđevićem. Pa si poglejmo en kratek video o tem princu za vse tiste, ki ga še ne poznate. Bravo. Obraćanje prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Vaše svetosti, vaše predstavstvo, vaše ekscelencije, časni oci, čutite! To ne bi bil naš kralj. In pazi to, na visok državni obisk v Srbijo je prišel britanski prestolonaslednik, princ Charles, s svojo soprogo Camilo. Vse lepo in prav, premijer Vučić je gostil državno večerjo v čast monarhističnim gostom, na katero pa ni povabil princa Karađorđevića. Ja, vas zanima zakaj? Ja, bom povedal. Zato, ker ni plačal elektrike. In to sploh ni šala. Prvo plati struju, 44 miliona si dužan EDB-u, 40 miliona EP snabdevanju. Kad se to plati, onda da mi razgovaramo o svemu drugom. Na zadnje, da je bil politik tako razpištoljen, je bilo takrat, ko je Pukšič v parlamentu pokazal, kako se zdira. Se spomnite? Verjetno ni držal roke gor, da bi vas vprašal ali ne na WC, ampak zato, ker je hotel obrazložiti glas. In to pravico ima. Jaz ne vem, če vi veste, ampak princ Aleksandar Karađorđević je v bistvu v žlahti z angleško kraljevo družino. In ne samo to, če se ne bi bil poročil s pripadnico rimokatoliške vere, bi bil v vrsti kot eden izmed prestolonaslednikov britanske monarhije. Elizabeta II., angleška kraljica, je njegova krstna botra. A se vi zavedate, da je on čisto zares plave krvi? On ni šel na občino pa rekel, da slušajte, ja hoču, da so Aleksandar Karađorđević plemeniti, kao oni Slovenac zmago. To hoču... Ne, on je the real deal! Vučić. Očitno ne veš, s kom imaš opravka, da ga ne pustiš na večerjo. Ko je bila angleška kraljica pri nas, smo jo predstavili ljudem, ki sploh niso znani in niso sploh funkcionarji. Predstavili smo jo vsakem konju, ki je imel 5 minut cajta. In lipicancem. Vi pa na pol kralja ne jebete 5%, da vas ni sram. In kako se je odzval princ? Rekel je, da bo tožil Srbijo. In Vučić je rekel... Gen je plati struju koju si dužan državi Srbiji, pa onda tuži koga hoćeš. Najprej boš elektriko plačal, boš pa zez dobil, jasno? Človek dobi občutek, da je za Vučića monarhija popoldansko igranje otrok v podaljšanem bivanju. A ne ima tako občutek človek? Da, najprej plati ti, ona ima krunice in koničke in vozijo. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.